Moja disciplina je tek na 100 metrov z ovirami. Sem vrhunska športnica, to pomeni, da se udeležujem vsako leto evropskih svetovnih tekmovanj. Moj najboljši uspeh je 11. mesto na svetovnem prvenstvu. Bila sem tudi že pionirka leta, mlajša mladinka leta, ambasadorka športnih prehran. Zakaj sem se odločila za Miss športa? Zato, ker se mi zdi, da živim ta nek življenjski lifestyle in da mi tudi Miss športa bi si jaz temu pripisala. Rada bi neko novo izkušnjo, življenje je neka avantura, in zakaj ne bi takšne priložnosti punce izkoristile. Atletka je zelo majhna, zelo premalo se mi zdi pozornosti posvečajo medijinem in zakaj se ne bi punce kot atletinje probale vsaj tukaj izraziti, predstaviti in potegniti najboljše. Hvala. No, jaz sem Klavdija Golja, prihajam iz Domžal, ukvarjam se s cheerleadingom, bolj podrobno s cheerdanceom. Pač na Miss športa sem se prijavila, ker sem pač že kakšne 3 leta spremljala to, pa sem bila tudi tako, jaz tudi starejša sem prijavila sem. Pač s cheerdancem se ukvarjam že od 1. razreda, se pravi 6. leta starosti. Pač ples mi zdi zelo zanimiv, pa tudi, ne vem, nekako ga podpiram, ker do zdaj je končno postal olimpijski šport, ker do zdaj ga niso vzemali kot šport, čeprav pač to, kar delamo na treningih, pač je šport. Ja, to je to. Živijo, jaz sem Naja Dolenc, prihajam iz Maribora, ukvarjam se s plesom, profesionalno plešem latinsko-ameriške in standardne plese. Plešem vsak dan po 7 ur ali več. Moj najboljši uspeh je postal 2 tedna nazaj, postala sem svetovna prvakinja. Do 21 let v latinsko-ameriških plesih sem 12-kratna državna prvakinja. V tem letu še želim doseči 2 naslova svetovnih prvenstev, in sicer v standardnih plesih in v kombinaciji latinsko-ameriških in standardnih plesov. Za Miss športa Slovenije 2017 sem se prijavila zaradi tega, ker mislim, da je tudi ples, latinsko-ameriški in standardni plesi šport, ker si marsikdo ne zna predstavljati, katere panogi športa je vse potrebno, kakšna kondicija je vse potrebna, da lahko dosežeš nekaj v svetu, pa tudi na slovenskem parketu, in ker hočem pridobiti nove življenjske izkušnje. Živijo, jaz sem pa Lara Divni iz Ljubljane, obiskujem tudi fakulteto za šport, tako kot Kaja. Videla sem 2 leti nazaj tudi, da je ona se tega udeležila in mi je tudi predlagala že lansko leto, pa sem pol videla letos, ko nam je trenerka našega kluba poslala po mailu, če se želimo prijaviti, pa sem rekla, zakaj pa ne, ko je ena nova izkušnja. Drugače pa treniram ritmično gimnastiko že od malih nog. Začela sem sicer v vrhunskem programu, vendar me pol to nekako ni bilo več zaradi trenerk všeč in sem šla v rekreativni program in še vedno to treniram. Bila sem tudi nekajkrat državna prvakinja v skupinskih sestavah. Drugače pa mi je zelo všeč, da sem se sem prijavila. Veliko novih deklet bom spoznala, pa tudi vsa žirija in prejšnje misice se mi zdijo zelo v redu, drugače pa se že veselim. Jaz sem Lara Balič, stara sem 17 let in prihajam iz okolice Nove Gorice. Sem se prijavila tudi zaradi novih izkušenj, novih poznanstev, te dekletke po mojem so ful fajn vse. V glavnem treniram že 12 let in isto cheerdance kot Klavdija. In ples se mi zdi nekaj, kar omeniš v družbi in ga ne jemljejo kot šport, čeprav je zdaj na novo pod olimpijskim komitejem Cheerleading Zveza Slovenije. In je nek drugačen šport, ki se lahko v njega vneseš del sebe in se mi zdi, da to je kar redko pri športih. Živijo, jaz sem Lana Pregel in prihajam prav tako iz Nove Gorice. Obiskujem športno gimnazijo tudi v Novi Gorici. Ukvarjam se z umetnostnim kotalkanjem, in sicer že 15 let. Zdaj
postala sem evropska podprvakinja in dosegla sem tudi 3. mesto na evropskem prvenstvu. Pri 8 letih pa sem že dosegla prvo medaljo z reprezentanco. Zdaj sem se prijavila predvsem, ker že nekdaj spremljam to mis oziroma manekenstvo in mi je bilo vedno pri srcu, sem si želela neke nove izkušnje in poznanstev in zdaj, ker je to vse skupaj povezano s športom, kar treniram torej že celo življenje, je to res ena izvrstna izkušnja. Jaz sem Tjaša Knez, prihajam iz Radeč, obiskujem srednjo šolo za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo in sicer smer farmacevtski tehnik. Za mig športa sem se prijavila, ker tudi že kar nekaj let to spremljam in bi rada spoznala tudi nove prijateljice, s katerimi pač imamo iste interese, da smo v športu. Treniram atletiko in sicer tek na srednje proge. To je od 1500 metrov pa tudi na 10 kilometrov. Tečem tudi gorske teke in pa različne krose. Živijo, sem Tina Stegen, prihajam s Postojnem, imam 20 let, ne hodim v šolo, ampak delam. S karatejem se ukvarjam 15 let, da sem večkrat državna prvakinja, nastopam tudi slovensko reprezentanco. Svoj klub imam sicer v Velenju. Bolj sem posvečena športnim borbam kot Kata, tako da zdaj smo bile balkanske prvakinje v športnih borbah ekipno. Karate je rad zdaj tudi olimpijski šport, tako da sem ga tela tudi še tukaj malo bolj predstaviti. Prijavila sem se v bistvu kariata, to si želel najbolj med vsemi. In sem pač že večkrat, ko sem sodelovala tudi z Miss Beauty in drugih tekmovanjih. Živijo, jaz sem Željina Jurkovič, stara sem 19 let, pravzaprav bom kmalu 20. Ukvarjam se z alpskim smučanjem. Prvič sem v bistvu že stopila pri 2 letih približno, tako da profesionalno se ukvarjam od 6. razreda, kar je 12 let. Dosežkov je ogromno. Prijavila se je v bistvu tudi nisem sama, me je prijavila mami, tako da sploh nisem vedela, sem zvedela, ko sem dobila mail. Jaz sem Pavla Križanec, prihajam iz Maribora, obiskujem drugi letnik gimnazijske šole v Mariboru. Treniram rokomet 6 let, pred kratkim sem bila sprejeta v slovensko reprezentanco. V bistvu pač rokomet je šport, v katerem lahko izrazim svoje čustva, jezo, recimo veselja. Za mi športa pa me prijavila mama, da tudi jaz nisem vedela. Tako da je to neka nova izkušnja in čakam, da se poznamo. Živijo punce, jaz sem Nika Koprivnika, prihajam iz Litije, treniram pa nogomet. Predvsem razlog, zakaj sem tukaj, to je zato, ker nekako hočem mladim puncem predstaviti nogomet kot tudi ženski šport, da se znebimo vseh teh predsodkov, ki so pač velikrat prisotni, predvsem pri starših. Sama treniram nogomet že 6 let v bistvu, tako bolj resno in nekako sem najdla v svoji ekipi tudi veliko prijateljic in sem se iz nogometa res veliko naučila. Dobila sem veliko samodiscipline in kreativnosti, do timskega duha, organiziranosti. V glavnem same pozitivne stvari in zato hočem to tudi nekako širši javnosti predstaviti. In tudi narediti nogomet malo bolj ženski šport, bi rekla, da dobi večjo medijsko prepoznavnost, ki si jo ziher zaslužila. Čau, jaz sem Deja Kepic, sem iz Kopra, zdaj že nekaj let živim v Ljubljani. Sem prišla študirati, treniram pa tenis. Starši so me pri 4 letih in pol vpisali, tako da jaz sem pač celo življenje trenirala, kot otrok se ne zavedaš njih, ampak skozi leta sem vzljubila ta šport in potem v bistvu, ko sem prišla v Ljubljano študirati, je bil velik problem denar. Ker tenis je res drag šport in mi je bilo treba plačati za šolo, pa za stanovanje in kdo bo zdaj imel še denar za tenis, pa sem nehala za 3 leta.
In sem ga v teh 3 letih tako močno začela pogrešati, da se je zgodilo, da sem šla mimo teniškega igrišča in se mi je ulila solzica, ker sem mislila, da pač ne bom nikoli več trenirala in tega igrala. Pol se je pa na srečo zgodilo to, da sem začela živeti s fantom, končala sem šolo, tako da je bilo nekaj dodatnega denarja in sem začela nazaj trenirati, zdaj v Ljubljani in treniram že 2 leti. Grem tudi še na kakšen turnir, no, tako se trudim, da bi prišla nazaj v formo in tako, no. Se mi res zdi pomembno, da bi bilo več sponzorjev, ker potem bi pač imeli tudi več od tega vsi, ki nimajo te možnosti toliko trenirati zaradi denarja. No, tako. Mi smo namreč kar precej časa v društvu razmišljali, ali bi prevzeli prijitev Miss Športa Slovenije ali ne. Zaradi tega, ker to nekako ne sodi po imenu v naš krog. Odločitev je padla po pogovorih, ki sem imel tudi z dekleti, in sicer, da se prijavile zaradi tega, da so dobile sponzorje in recimo, da je ostala v atletiki ravno zaradi tega, ker je dobila sponzorje prek te prijitve. V ženskem športu je namreč manj denarja kot v moškem ga pa tudi ne vem koliko, da bi ne vem kdo bil fajn bogat. Moraš iti v NBA ali pa v tujino. Da pa priješ v tujino, te mora pa nekdo prej opaziti in moraš nekaj prej narediti. Jaz sem govoril z Horvatovo, ki je nastopila v Beogradu na članskem prvenstvu. Stara je 20 let, pred 2 letoma se je prijavila za prijitev Miss Športa in je bila druga spremljevalka. In ona je šla na člansko prvenstvo, naredila izjemen rezultat in verjetno lahko ona računa, da bo v nadaljevanju kariere tudi uspešna. Pač ne zamujati, ne, na vse te vaje. Ne vem, če se to pravi, da ti prava. Ne, jaz nisem nikoli zamujala. Jaz drugače res redko zamujam. Ok, živim dalje. Ja. Kaj je še zapovedati? Pač ne sebe imati preveč resno na tej zadevi, bodite puščene, uživajte v tem, kar delate, ampak bodite vestne, ne, če ste se odločili za to zdaj ni nekaj življenjsko poslanstvo, ampak pač je prav, da smo pač delamo tako, ko se bo rekla, ne, v šefinja. Da poslušate, da upoštevate navodila, pa predvsem bodite ful izvirne, čim bolj izvirne pri teh točkah. Ja, športne točke so velikrat tiste, ki dejansko potem kupijo žirijo. Mislim, kupijo, ne? Pač jasno, veliko je, pač ljudje smo vizualna bitja, to je dejstvo. Radi gledamo lepe, zanimive stvari in to je pač, zato tukaj, ne, v bistvu. Če ne se špiše tako plehko, pač lahko na koncu potem to izkoriste za res kakšen dober namen. Ne sem zato, da si mogoče zgradite tudi kariero na tem, ampak pač lahko se naredi tudi marsikaj dobrega. Smo zato tukaj, zato da populariziramo šport, pokažemo, da je lahko punca ne samo pametna in lepa in urejena, ampak tudi pač fit. Tako da, ja, žal še kaj povedala? Ne, si v redu. Ja, ne, s temi športnimi točkami, tako kot rekla Ajda, ne, pač lahko kupite žirijo, ker roka na srce pač vse ste lepe, ne? Vsake oči imajo svojega Marljo, ena je najlepša enemu, ena drumu, ampak vse ste lepe, basically. Imate lepe postave, ful fajn, tako da pa so pa tiste nijanse, ki stopajo, ne? In je res, kar ti pade in kar se človek zapomni, ker se spomnim, ker so bile tudi meže del žirije, kdaj pa kdaj, no, da pač enostavno rečeš, wow, ful dobro. Ja, jaz sem bila tista, ki je imela pa cel oder na razpolago in jaz tudi sem prišla z rolkami tja, tako da vsem pazi, ker drsi oder. Ja, drugače ga pojitek da uporabljati, ker je tudi oder drseč, vrteč, upam. In ja, se že tako lahko se zapomne s tem, a boli to tudi vrteč. No ja, pač tudi s tem se ga da, tako da mislim, itak imate toliko različne športe, da sploh ne bo problem po mojem, no. Tiste, ki plešete, ja, prva se sploh, da ne boste stali na miru, ampak majte, pač budite, gibajte se, no, tudi. Drugače ostale pa mislim, da pri športu je pa itak. Imate take športe, da boste itak zapolnjene, tako da. Predstavljate si, da se s kolegico na pijači. Ja, čeprav itak vsaka pride tako malo doma zvečan posrana, ko jo ocenjuje en direktor in ne veš, pač ne pričakuješ, ne veš, kaj te bo vprašal, kako te bo ocenil, ker veš, da vsaka beseda, ko jo boš rekla, bo ocenjena. Ampak ja, no,
smo eno vprašanje, ki sem nekaj dan, taka čist banalna stvar, nisem se mogla spomniti, pač, ampak ja, takrat pa se sprostiš, malo zadihaš, tudi on ti bo pomagal, ko bo videl, da ste pač prestrašene in pa bo stekali in se boste spomnili, tako da tukaj ni problema. Pač to je najmanj, kar vas je lahko tako veste. Pa veliko boste od tega odnesli tudi tako, ni sam, da vam oni postavljajo neka vprašanja, pač naučijo te tudi, pač dajo ti primere, kako odreagirati v situaciji, kot da naprimer novinar vpraša neka neprijetna vprašanja, ker zna novinarji tudi po, naprimer, za zmagovalko, ki gre za to osebno življenje, pač z neprimernimi vprašanji na vse odgovore, pač na finalni prireditvi boste pripravljeni na vsako vprašanje, no, s konkretnim odgovorom. Ampak takrat boste itak še pod adrenalinom in to ne bo biti sploh problema, kar imaš vedno. Kaj se boste imeli, ne bo več žal, da ste se parjavili, zdaj pa samo živite. Zdaj mogoče... Hvala vama za predstavitev. Zdaj bi se mogoče še vrnila k temu, kako poteka ocenjevanje za Miss športa Slovenije. Zdaj razdeljeno je v 4 kategorije. Prvih 10% se podeli na vajah, se pravi, to se s koreografinjo Leo stvarnih skupaj uskladiva. Zdaj gre se v bistvu, kakšen odnos imate vi do vaj, koliko ste angažirane, koliko ste aktivne, kako napredujete na vajah. Skratka, midve sta preživela največ časa z vami, vas najbolj spoznava in zato je v bistvu nekaj tak, vredno je zgolj 10%, ker v bistvu želimo, da ste v čim večjih kategorijah pokrite. Zdaj 20% je na podlagi vaših razgovorov s podjetjem Profil, drugih 20% je v bistvu določi spletno glasovanje. Zdaj vsako leto imamo na naši spletni strani spletno glasovanje, glasuje se lahko enkrat na dan, traja pa med 2 in 3 tedna, tako da v bistvu zmagovalka tega spletnega, oziroma rezultati tega spletnega glasovanja prinesejo še dodatnih 20%. Letos pa v sodelovanju z Interšportom bo postala še zmagovalka spletnega glasovanja obraz Interšporta, kar pomeni, da dobi še posebno fotografiranje za njihovo znamko. Tako da letos bo tale zmagovalka še dodatno nagrajena. 50% pa dodeli žirija na sami finalni prireditvi. Zdaj žirijo ponavadi sestavlja od 6 do 8 članska komisija. Eden izmed članov je aktualna Miss športa Slovenije, predstavniki sponzorjev in pa športniki. Tako da oni dajo pa v bistvu še na sami finalni prireditvi zadnjih 50%. Zdaj, sama finalna prireditev izgleda tako, da se prvo predstavite v nekem casual looku in odplešete koreografijo, katero se vadi na vajah, se preoblečete za športno točko, se predstavite v športni točki in potem vsaka predstavi svoj šport v 30 sekundah. Kot ste povedali, punce je zelo pomemben, da ste čim bolj inovativne, čim bolj domišljene, kar se tega tiče, ker to je v bistvu edina priložnost, ko ste vi sami na odru in imate pozornost občinstva in žirije, tako da res fajn, da izkoriste to priliko. Zdaj te vaje same sestavite, mi jih, oziroma točke, mi na vajah jih pogledamo, se kaj svetuje, kaj da kakšen nasvet, ampak generalno je to neka vaša naloga. Potem se preoblečete za večerni izhod v večernih oblekah. In tukaj pa sledi tudi sama razglasitev. Zdaj, eno novost smo se za letos odločili in to je v bistvu, da ne bo več predstavitve v kopalkah. To smo dali ven. Zdaj, v bistvu, zakaj smo dali ven? Tukaj je bila ena taka ogromna dilema, ali bi to dali ven, ali ne bi to dali ven. In smo, v bistvu, je naša ena velika želja, da se ločimo od nekih klasičnih miss tekmovanj, že z vsem tem z vajami, s profilom se nekot razlikujemo od tega in se ne vidimo v bistvu potrebeno, da bi dekleta se predstavila v kopalkah, glede na to, da se predstavljajo v kratkih hlačah in športnih topih, se nam zdi že to nekot dovolj, da se vidi postavo in ta nek del samozavesti dobro. Ja, tako da tudi pogovarjali smo se z raznimi mediji, so bile konstantno kakšni
opozarjanja, mislim, kakšni komentarji, da dekleta na odru ne izgledajo toliko sproščena v kopalkah, da se vidi, da se ne počutijo toliko samozavestne in če je res potrebno imeti v bistvu sploh predstavitev v kopalkah, so zdaj v bistvu samo 3 izhodi, se pravi v kavbojkah, srajčkah, supergah, v športnih oblačilih in pa v večernih oblekah, v kateri sledi tudi razglasitev. Zdaj po sami razglasitvi je še obdarjanje z darili, nekaj daril prej dobite, nekaj dobite kasneje, recimo par daril, ki jih prejmejo vse finalistke, so vsa oprema od Interšporta, se pravi to, kar boste imeli na finalni prireditvi in to, v kateri se boste slikale. Tako da to, recimo tudi sodelujemo z Majekva flaškami, tako da dobite vsaka finalistka tudi te flaške, tudi nekaj obutve od Maxija, razne ličila, skratka, daril je kar nekaj. Zdaj bi pa v bistvu povabila še na oder, da se nam pridruži naš voditelj prireditve, ki se skriva, Uroš Bitenc, on bo vodil našo prireditev, tako da vas je prišel. Še vedno tako izpostavljam bi. Ampak si športno oblečen? Ja, športno elegantno, ja. Ker sem vedel, da kopalk ni več, pa sem pa rekel, bom raje tako šel.